Kako pa se v konkretnem primeru odvija komunikacija z vodstvom Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana? Komunikacija poteka sicer bolj ali manj dopisno. Enkrat smo se srečali tudi s strokovno direktorico v okviru sestanka sveta pacientov kliničnega centra v Ljubljani, ampak računamo in si želimo, da bi se z vodstvom, tudi z generalnim direktorjem, sestali tudi osebno, da bi mu lahko tudi osebno predstavili potrebo po res čim hitrejši rešitvi problema hematoloških ambulant. Torej v prihodnje pričakujete večjo ažurnost pri pogovarjanju in dogovarjanju, pri skupnem iskanju rešitev? Tako, predvsem si želimo, da bi lahko čim prej povezali tako vodstvo Kliničnega centra Ljubljana kot Ministrstva za zdravje in pa bolnikov, da bi skupaj našli skupnimi močmi neke rešitve za čim hitrejšo rešitev te problematike hematološkega oddelka na polikliniki. In predvidevam, da verjamete, da je te rešitve mogoče najti in da jih tudi boste našli, zlasti glede na izkušnje v preteklosti, ko ste tudi sami zelo konkretno pripomogli k pridobitvi novih prostorov kliničnega oddelka za hematologijo. Zagotovo mi tukaj vedno ponujamo našo pomoč. Pretekle izkušnje so pokazale, da le ko smo civilna in družba oziroma društva bolnikov, vodstvo kliničnega centra in pa vodstvo kliničnega oddelka za hematologijo strnili moči, ob seveda podpori Ministrstva za zdravje, smo dokaj hitro prišli do novih prostorov potem. Tako da bi bilo super, da bi tudi v tem primeru za hematološke ambulante naredili enako in čim prej res zagotovili skupaj boljše oziroma varne pogoje zdravljenja za hematološke bolnike.